Ob pol 9 zjutraj 108 mladih iz vseh koncev Slovenije že prihaja na 23. nacionalni otroški parlament. Vstop v hram demokracije vodi skozi detektor kovin. Pričakujem resno razpravo o temi odraščanja. Pričakujem, da bo vse šlo po redu. Ne pričakujem, da bi spoznavala nove izkušnje, se srečala s svojimi vrstniki iz druge Slovenije. Najprej so jih pozdravili predsednik države Borut Pahor, minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Potem, ko potrdijo delovno predsedstvo otroškega parlamenta, se vsi soglasno strinjajo, da je nova predsednica Ana Vilhelmina Vernik in delo se lahko začne. Razdelijo se v 4 skupine in v 2 urah morajo pripraviti ugotovitve in akcijske načrte, v katerih bodo zapisali svoj vidik na temo odraščanja. Ni vsak človek perfekten, ni vsak človek popoln, vsak človek ima negativne in pozitivne lastnosti. Demokracije ni brez kritičnega novinarstva, ki nadzoruje delo politikov. Tukaj sem z mladimi novinarji, ki spremljajo sejo mladih parlamentarcev. Kako se držijo? Kar dobro in gre danes. Ljubezen je ljubezen, če gre v istospolno tudi prav, ne? Na starših veliko, da zaupajo svojemu otroku, da se pogovorijo z njim, ker se lahko reši zelo veliko problemov. Moramo vedeti, da bomo samo s sedanjostjo lahko oblikovali svojo prihodnost. Glavni sklep otroškega parlamenta je, da svet ne sme spreminjati mladih, ampak naj mladi spreminjajo svet na bolje.